Terenske pick-upe tipa Fiat Fullback vse več ljudi kupi za lastno zabavo, ne zaradi nujne potrebe. Zato, da se vozijo po terenu, po stezicah, na katerih je pametno vklopiti reduktor. Seveda ne boste presenečeni, da se Fullback v težkih pogojih kaže kot kompetenten član ekipe. Številni bodo Fullbacka izbrali zaradi kesona, ker pogosto kaj tovorijo, pa naj bo to kak stroj za delo na vrtu, drugič pomagajo tašči na smetišče odpeljati stari kavč, še največ pa je tistih, ki takšen pick-up izkoriščajo za svoje outdoor prostočasne aktivnosti, recimo za prevoz vodnih skuterjev, štirikolesnikov, koles ali pa opreme za raftanje s prijatelji. A nehajmo se slepiti, pick-up je gospodarsko vozilo. Narejen je bil, da bi služil gasilcem, elektroslužbam, vodovodarjem, upravljalcem telefonskih omrežij, pogosto si te službe zadek pick-upa preoblikujejo po svoje. A spravimo se k bistvu. Fullback je bolj Mitsubishi kot pa Fiat. Pri Japoncih je namreč Fiat kupil licenco. Zakaj? Zato, da ne bo več izgubljal na razpisih. Dogajalo se je namreč, da lastniki velikih flot postavijo potrebe po recimo 10 furgonih, 2 potniških kombijih, 8 malih mestnih tovornih malčkih in tudi 3 terenskih pick-upih. Potrebe po kombijih je Fiat vedno enostavno izpolnjeval, a pri pick-upih je izgubljal tovrstne velike stranke. Mitsubishijeva naloga je bila torej zagotoviti samo toliko dober stroj, da Fiatu pri promoviranju kombijev za MacGyverja ne bo kvaril celotne slike. In nalogo so Japonci opravili več kot dovolj dobro, saj čeprav Fullback za najmodernejši pick-upi zaostaja z vidika osebnega avtomobila, je za zahtevno gospodarsko rabo pravzaprav celo bolj ustrezen kot udobnejši pick-upi. Pri strankah, katerim je Fullback namenjen, to šteje največ.